Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj v imenu občine Ivančna Gorica in seveda v mojem imenu. Res sem vesel, da se nas je danes tukaj toliko zbralo, da bomo rekli kakšno o naši domovini Sloveniji in seveda o naši evropski družini Evropi. Hvaležen sem organizatorjem oziroma vsem, ki pripravljate ta dva evropska projekta, da ste občino Ivančna Gorica sprejeli medse in da ste svojo udeležbo tukaj na današnjem dogodku in ob obisku v teh dneh pokazali, da smo Evropejci res ena družina in da se učimo drug od drugega, sodelujemo, se povezujemo in si izmenjujemo izkušnje. To je nenazadnje največ, kar lahko s takimi srečanji dosežemo. Prepričan sem, da ni nobene potrebe, da dvomimo o tem, ali je bilo odločitev o vključitev v Evropsko skupnost pravilna ali ne. Na vsakem koraku se to pozna. Seveda pa tudi v občini Ivančna Gorica ne bi mogli narediti tako hitrih korakov v razvoju brez pomoči Evropske unije in to je pravzaprav tisto, kar se kaže na vsakem koraku. To, kar pa nam Evropska unija ponuja še zdraven, pa so priložnosti za našo mladino, za izmenjavo izkušenj, za nova delovna mesta, za priložnosti, ki jih širok evropski trg ponuja in to je pravzaprav to, kar smo vsi od Evropske unije pričakovali in kar jaz sem prepričan, smo že dosegli. Seveda so še izzivi in priložnosti, ki jih pa moramo skupaj premagati. Hvaležen sem, da sta z nami danes tudi evropska poslanca, gospa Patricija Šulin in gospod dr. Milan Zver, ki se od samega začetka zavzemata za to, da bi Slovenija bila enakopraven partner in seveda, ki svojim delom prispevata k temu, da to dejansko tudi je. Jaz sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje, zato se moramo vsi skupaj potruditi, da Evropo prenesemo do naših ljudi, da prenesemo ozaveščanje, da je treba iti na volitve, da je treba odločiti in da se je treba potruditi, tako kot vsaki družini, da bo Evropa uspešna tudi v prihodnje. Kar se Ivančne Gorice bo gotovo prispevala k temu, da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Sem pa želim prijetno bivanje v Ivančni Gorici do ta vikend in kot sem rekel že nekajkrat, vsi, ki ste prišli v našo občino, našo državo, ste ponovno vabljeni, da se oglasite, da pridete še kdaj s svojimi družinami in mi obljubimo, da bomo dobri gostitelji. Torej, srečno tudi na poti domov in naj zmaga Evropa. Hvala. Pozdravljeni, hvala lepa za današnji dogodek občini Ivančna Gorica. Hvala za povabilo županu Dušanu Strnadu in podžupanu Tomažu Smoletu. Z današnjim dogodkom ste pokazali, da se občina zaveda, kaj Evropska unija pomeni za vse nas. Včasih ali pa velikokrat dobimo vprašanje, v kakšni Evropi si želimo živeti.
Želimo si živeti zagotovo še naprej v Evropi miru in priložnosti za vse nas. Še posebej s poudarkom za priložnost, ki jo moramo dati mladim. Pa ne samo skozi delovna mesta, ampak tudi za ukrepi tako na evropski ravni, kot tudi na državni in ne nazadnje tudi na občinski, da se mladim zagotovi boljše pogoje za začetek življenja, za ustvarjanje družine, kajti tako Evropa kot tudi Slovenija ima že nekoliko staro prebivalstvo in je prirasta rodnosti veliko premalo, če želimo, da se bo tudi evropsko prebivalstvo ohranilo v kondiciji, vsaj v takšni, kot je sedaj. Slovenija je s svojim članstvom v Evropski uniji 1. maja 2004 zakorakala v zelo pomembne vode, projekte in stopila na trg 500 milijonov prebivalcev. Tako se nam kot državi ponujajo številne priložnosti, tudi glede črpanja evropskih sredstev, ki jih občina Ivančna Gorica kar pridoma skozi dobre projekte, kohezijo in druga črpanja zelo dobro izkorišča. Slovenski evropski poslanci smo v Evropskem parlamentu močan glas naše države. Trudimo se, da delamo za dobrobit naših državljanov in naše države. Države članice smo združene v različnosti in skrbeti moramo še naprej, da ohranjamo tudi našo kulturno dediščino. Ohraniti moramo naše evropske vrednote, kajti smo Evropejci in skupaj moramo združiti moči, da se naša dediščina naših prednikov ohranja. V neposredni bližini na Muljavi ste imeli pisatelja Josipa Jurčiča, ki je pisal v slovenskem jeziku. In slovenski jezik je eden izmed enakopravnih jezikov Evropske unije. Vse to je na nas, da ohranjamo za naše prihodnje rodove. Evropsko unijo v zadnjih letih ogrožajo tisti, ki želijo, da ta Evropska zveza razpade. Tako na levi kot na desni strani imamo ekstremiste, populiste, ki govorijo proti projektu Evropske unije, ki je pravzaprav projekt miru, seveda tudi gospodarstva, človekovih pravic, pravne države. Da bi to zaustavili, vas čez dobra 2 meseca, 26. maja, vabim na evropske volitve, zato da bo evropska ladja še naprej, še nadalje plula v vodah miru. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovana Patricija Šulin. Ja, pomembno je ohranjati našo dediščino, našo kulturo in s tem tudi jezik, torej naš slovenski čudovit jezik. No in zdaj je znova čas, da se prijetno prepustimo glasbi za nekaj minut. Slišali bomo Tilna Kristana na harmoniki, 6. razred. Predstavil se nam bo skladba Rush Hours pod mentorstvom profesorja Mateja Kovačiča. Hvala lepo za besedo, hvala lepo za povabilo. Čast mi je, da vas lahko danes nagovorim. Še posebej naše prijatelje iz tujine, iz Evropske unije, iz drugih držav, prijatelje Slovenije in pa seveda tudi Evrope. Spoštovani gospod župan, gospod podžupan, dragi prijatelji Evropske unije, bilo je že rečeno, da Evropa veliko vlaga v materialno infrastrukturo, v materialni razvoj držav članic. Tukaj v vaši občini, Ivančni Gorici, lahko vidimo veliko dobrega, ki je bilo zgrajeno tudi s pomočjo Evropske unije. Praktično vsake slovenske lokalne skupnosti lahko berete ob kakšnem objektu zgrajeno s pomočjo sredstev Evropske unije. Nenazadnje tudi Evropska unija je nastala na podlagi premoga in jekla, takrat so se skupno začeli združevati, tudi zato, da bi se malo nadzorovali oboroževalne tekme, da ne bi spet v Evropi prišlo do kakšnega zgodovinskega kolapsa.
Vendar ta Evropa, ki je bila utemeljena za skupno politiko na področju pridobivanja premoga in pa jekla, se s časoma razvijala vedno bolj trdno tudi v kulturno entiteto. Res je, Evropska unija temelji na združenosti v različnosti. Imamo različne kulture, različne jezike, vendar je Evropa razvila tudi svojo lastno kulturno bit. In ravno takšni programi, kot ga danes vi tu predstavljate, in tisti naš, ki se mu reče Erasmus+, predstavljajo to najbolj zanesljivo, vezivo, ki nas povezuje v Evropi. Erasmus+ danes združuje mnogo programov, od mladine, športa, tudi od mobilnosti odraslih, pa seveda najbolj mladih. Erasmus je star 32 let, na milijone in milijone Evropejcev je šlo v tujino, se je izobraževalo, se vrnilo nazaj domov. Raziskave kažejo, da tisti, ki se udeležijo Erasmusa plusa, so veliko bolj vključeni v družbo, celo na volitve grejo pogosteje in tudi bolj so uspešni pri iskanju dela. Še dobra novica za vse. 2 tedna nazaj je Odbor za kulturo sprejel moje poročilo, ki predvideva 3-kratno povečanje sredstev za Erasmus+ programe iz 15 milijard na 45 milijard evrov in ta zahteva Evropskega parlamenta ima veliko podporo v Evropskem parlamentu. To je zelo pomembno. Ti tako imenovani mehki programi Evropske unije močno poudarjajo tudi evropsko dimenzijo in ki nikako ni v nasprotju z nacionalno dimenzijo, da se temu reče. Tisti mladi, ki grejo ven študirati ali na delovno prakso, so ponavadi še bolj nacionalno zavedni in ponosni in prav je tako. Tudi zato imajo izjemno veliko vlogo pri prepričevanju mladih, da se vendarle udeležijo teh volitev. Letos tudi Slovenija veliko vlaga v to. Mladi Slovenci smo veliko bolj evroskeptični kot njihovi vrstniki po Evropi. Mladi Slovenci se udeležijo bolj lokalnih volitev, manj nacionalnih, najmanj pa evropskih. Jaz sem prepričan, da je prišel čas, da to zadevo obrnemo in da se bodo mladi tokrat 26. maja množično udeležili volitev. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani Milan Zver. Res je pomemben Erasmus+, tako kot oba projekta, ki jih danes tukaj predstavljamo, se resnično združujejo mlade in nekako predstavljajo res temeljito vrednost naše prihodnosti.